gledam prenovljeni Kadjar, ki ostaja skoraj enak kot prej, ne vem, ali so oblikovalci pri Renaultu svoje delo opravili površno, ali pa si zaslužijo vse pohvale, ker so z obliko očitno zadeli že v prvo. Glede na odlične prodajne številke bi rekel, da slednje. Ampak očitno ni bil popoln, ker je zgodba znotraj vseeno malce drugačna. Tale je opremljen s paketom Black Edition, ki se uvršča v sam vrh ponudbe, zato je zelo prijeten, ima odlična in nova sedeža v kombinaciji usnja in alkantare, tudi stikala klimatske naprave ostajajo ta prava, odlagališč pa je na pogled veliko, samo za svoj telefon ne najdem pravega. Očitno imam prevelik telefon. Bistvo novega Kadjarja se skriva pod motornim pokrovom. Enako zadnje mesece govorim pri vseh Renaultih, Nissanih in celo Mercedesih. Gre za nov 1,3 litrski 4-valjni turbobencinski motor, ki so ga razvili omenjeni trije in je seveda v marsikaterem pogledu bistveno boljša izbira od smrdljivih dizlov. Predvsem je bolj miren in uglajen, tudi poraba z 8 ml se mi zdi čisto sprejemljiva, če upoštevam, da razvije 117 kW moči, to je okroglih 160 konjičkov. V praksi se sicer ne zdi tako zelo zmogljiv, je pa tale povezan z robotiziranim menjalnikom EDC, ki ga seveda priporočam. Tako dobro motoriziran in opremljen Kadjar Renault s popustom zahteva slabih 26 tisočakov, kar se mi zdi zelo sprejemljivo. Sploh, ker je pogonski sklop dober in ker je s prenovo naredil korak proti najboljšim. Ampak prostor za izboljšave še vedno obstaja.